Leto 2025 bo zavedno spremenilo plezanje na Mount Everestu. Od šokantnih novih pravil do stavke šerp, do tako visokih cen dovoljenj, da se zmrdujejo celo milijonarji. Everest vstopa v povsem novo obdobje. In ne glede na to, ali ste plezalec, sanjač ali pa vas preprosto fascinira, kaj so ljudje pripravljeni tvegati, da bi se dotaknili neba, je letošnja plezalna sezona morda zadnja, ki sploh še spominja na Everest, kot smo ga poznali. Kot vedno gledalcem svetujemo previdnost. Če ste v preteklosti želeli osvojiti Everest, je bilo to običajno takole. Pristanete v Katmanduju, poletite v Luklo, pešačite do baznega tabora skozi osupljive himalajske vasi in preživite tedne z vzpenjanjem in spuščanjem med višinskimi tabori, da se vaša pljuča prilagodijo. Počičivate, se aklimatizirate in čakate. In ko vetrovi potihnejo in se nebo razjasni, se podate proti vrhu sveta. Toda leta 2025 je bil ta stari načrt popolnoma uničen. Letos morate premagati goro pa vsem novih predpisov, če želite osvojiti Everest. Nekateri so namenjeni zaščiti gore, nekateri zaščiti plezalcev, nekateri pa, odvisno od tega, koga vprašate, zaščiti gospodarstva. Trenutno najbolj pereč problem Everesta je prenatrpanost. Everest je postal preveč nevaren, preveč prenatrpan in preveč izkorišča lokalno skupnost šerpov. Leta 2024 je bilo izdanih 388 dovoljenj za bodoče plezalce, vsi pa so prišli skupaj s svojimi vodniki ali šerpami. To pomeni skoraj 1000 ljudi na gori, kar še naprej obremenjuje tako okolje kot varnostne razmere. Gneča poleg povečanega tveganja za plazove in gora odpadkov, ki ostajajo na pobočjih, močno obremenjuje izkušnjo Everesta. Zato je nepalska vlada v poskusu reševanja vse večjih skrbi glede varnosti, degradacije okolja in lokalnih gospodarskih izzivov uvedla niz drznih novih predpisov, da bi preoblikovali izkušnjo plezanja na Everest za leto 2025 in naprej. Prva in najpomembnejša je drastična podražitev dovolilnic. Od 1. september 2025 bo cena za vzpon na Everest v jesenski sezoni poskočila z $11,000 na $15,000 na osebo. To je 36% povečanje. Nepalska vlada pravi, da je ta dvig že zdavnaj potreben. Minister za turizem Badri Prasad pa pojasnjuje: imamo izziv, da ohranimo gore v času, ko se bogate države tekmujejo v fizičnem razvoju. Čeprav Nepal izdaja dovoljenja za vzpon na Everest že od 50 let prejšnjega stoletja, je to prvo večje zvišanje cene v več kot desetletju. To povečanje pristojbine je del prizadevanj Nepala za uravnoteženje turističnih prihodkov z ohranjanjem okolja. Za številne nepalske skupnosti imajo te gore duhovni pomen. Mnogi domačini gore, kot sta Everest in Annapurna, smatrajo za božanstva in se med molitvijo pogosto obrnejo v njihovo smer. Tako odgovornost Nepala, da zaščiti te naravne čudeže pred morebitnimi negativnimi vplivi naraščajočega turizma, ni le okoljska ali ekonomska, temveč tudi duhovna. A to je šele začetek sprememb. Morda je najbolj sporen nov predpis ta: ne moreš več plezati sam. Po poročanju časopisa Kathmandu Post, nepalska vlada zdaj popolnoma prepoveduje solo odprave na katerokoli goro nad 8000 metri, kar vključuje tudi Everest. Dolga leta so bile solo vzpone tisto, kar so si najboljši plezalci na svetu želeli. To je bil vrhunski individualni dosežek, a hkrati izjemno tvegan. Kajti na teh višinah solo plezanje v resnici pomeni, da sam postavljaš sidrišča in napenjaš vrvi čez zevajoče razpoke, brez kogarkoli, ki bi preveril tvoje delo. Sprejemaš odločitve o življenju in smrti z možgani, ki jim primanjkuje kisika, medtem ko ti prsti otrpnejo zaradi ozeblin. Ko nenadna nevihta udari in si sam stisnjen v šatoru na 8500 metrih, medtem ko platno divje plapola v vetru, pri minus 40 stopinjah ni nobenega soplezalca, ki bi ti pomagal držati šator. Če zdrsneš na ledenem grebenu, ni nikogar, ki bi te ujel. Ko nastopi podhladitev in tvoje misli postanejo nevarno zmedene, ni partnerja, ki bi prepoznal simptome in te prisilil, da se spustiš. Vsaka unča opreme, ki jo nosiš, vsaka odločitev o poti, ki jo sprejmeš, vsak trenutek trpljenja, vse je na tebi. To je tisto, zaradi česar so bili solo poskusi Everesta tako impresivni, in zdaj ta izziv izginja zaradi zakonodaje. Novi predpisi določajo, da mora biti vsak posamezen plezalec zdaj v spremstvu nepalskega vodnika, in sicer v razmerju vsaj en vodnik na 2 plezalca. To pravzaprav ni novo pravilo. Prepoved je bila prvič uvedena leta 2017, vendar je bila več let izvajana nedosledno.
S pravo dokumentacijo ali v nekaterih primerih s tihimi dogovori z odpravnimi podjetji so plezalci še vedno našli načine, da so to počeli sami. Kaj se je torej zgodilo? No, nekaj je prisililo vlado, da je zavzela veliko tršo držo. Majhen ovinek na tem vlaku kaosa. Če želite več surovih, necenzuriranih zgodb, ki jih tukaj ne moremo pokazati, se pridružite skupnosti Extreme na Patreonu. Se vidimo na pravem Extreme robu. Leta 2023 je bilo 478 plezalcem odobrenih dovoljenj za poskus vzpona na vrh Mount Everesta. Eden izmed njih je bil Szilard Suhada, 40-letni alpinist iz Madžarske. Szilard je bil eden najuspešnejših madžarskih visokogorskih alpinistov. V prejšnjem desetletju je uspešno osvojil Broad Peak, K2 in loci brez uporabe dodatnega kisika ali osebne pomoči šerp. Njegov ugled ni temeljil na hitrosti ali podvigih, temveč na tihem predanem spoštovanju načela poštenega plezanja, kar pomeni plezanje brez umetnih pripomočkov in s popolnim spoštovanjem gore ter njenih nevarnosti. In leta 2023 se je Suhada končno osredotočil na Everest. Ta odprava leta 2023 je bila mišljena kot zadnji del te zapuščine. Če bi mu uspelo, bi Suhada postal prvi Madžar, ki bi osvojil Everest na ta način. To je nekaj, kar je v zgodovini uspelo manj kot 200 ljudem in to z dobrim razlogom. Izjemno nevarno je. Kljub temu je moral Suhada glede na svoje obsežne izkušnje občutiti globok občutek pripravljenosti in tihega vznemirjenja, ko se je pripravljal na svoj zgodovinski vzpon. Do aprila 2023 je Suhada prispel v bazni tabor Everesta in začel svoje natančne priprave. Skrbno se je aklimatiziral in postopoma plezal višje po standardni južni poti čez sedlo, pri tem pa natančno sledil svojemu načrtu. Nato je 21. maja 2023 Suhada začel svoj zadnji poskus vzpona na vrh. Zvest svojemu slogu je plezal brez šerpe, brez dodatnega kisika in brez fizične podpore na gori. A vendar ni bil popolnoma sam. Suhada je imel majhno ekipo v baznem taboru Everesta, ki je spremljala njegov napredek in z njim vzdrževala stik prek dogovorjenih javljanj. S seboj je imel tudi GPS sledilno napravo, ki je ekipi omogočala spremljanje njegovih gibanj. Zjutraj, 24. maja, so ga nazadnje videli, ko je počival na kraju, imenovanem Balkon, na višini približno 8400 metrov. Ta lokacija je globoko v coni smrti, kjer je raven kisika tako nizka, da ima človeško telo občutek, kot da dobesedno umira. V teh razmerah lahko tudi najbolj izkušene plezalce nepričakovano ujame plas, razvijejo višinsko bolezen ali pa preprosto naredijo napako, ko njihov možgan deluje le s tretjino kisika, na katerega je navajen. Tvoja sposobnost odločanja je okrnjena. Prsti na rokah in nogah začnejo zmrzovati. Vsak vdih je boj. Zdaj si predstavljaj, da se s tem soočaš popolnoma sam, tako kot Szilard. Kar je verjetno še poslabšalo stvari, je bilo vreme. Konec maja je čas, ko vreme na Everestu postane izjemno nepredvidljivo. Predmonsunska sezona, ki omogoča poskuse vzpona na vrh, začne prehajati v polno monsunsko sezono, ki prinaša močno sneženje, silovite vetrove in hitro spreminjajoče se razmere. Krajevni vodniki šerpe to prehodno obdobje dobro poznajo, saj so vsako leto znova priča, kako terje življenja. Kasneje istega dne so ga drugi plezalci ponovno opazili, tokrat blizu Hillaryjeve stopnice, le 34 metrov pod vrhom. Priče so opazile, da se je premikal izjemno počasi in je bil videti popolnoma izčrpan. Kljub temu je bil še vedno pokonci in je vztrajal naprej. Skoraj je dosegel svoj cilj, ko je nenadoma in brez opozorila Šilardov satelitski sledilnik prenehal oddajati. Njegova podporna ekipa je izgubila vsak stik z njim, na radiju pa je bila le radijska tišina. Naslednji dan, 25. maja, so dron in več plezalcev opazili, kar se je zdelo kot negibno telo, ki je ležalo blizu istega mesta. Čeprav nihče ni imel nobenega dokaza, so verjeli, da je to Szilard. Je bil v tistem trenutku še živ. Je bil pri zavesti, se je zavedal, da bi lahko prišla pomoč, ali pa je prehajal med trenutki zmede in tišine. Je čakal in upal, da se bo iz bele megle pojavil kdo. Ali pa je že odnehal, le nekaj korakov od vrha, za katerega je treniral vse življenje. Nihče ne ve. Reševalna ekipa je bila hitro poslana, da ga najde, vendar sta slabo vreme in lokacija otežila nalogo. Ko so prispeli na območje, je Szilard že izginil. Nekateri strokovnjaki menijo, da je bil Szilard morda ujet v eno izmed nenadnih sprememb monsuna in ga je morda zasul nepričakovan močan sneg, ali pa se je izgubil v snežnem metežu, ko je vidljivost v nekaj minutah padla na ničlo. Kdo ve? Vemo pa, da je bil Szilard
brez domačega vodnika, ki bi razumel te sezonske vzorce, na Everestu popolnoma sam. Reševalci so klicali njegovo ime in panično iskali po vrtinčastem snegu, vendar ni bilo odgovora na njihove klice in nobenega znaka gibanja. Po več poskusih in vse bolj nevarnih razmerah, ko se je vreme iz ure v uro slabšalo, reševalna ekipa ni imela druge izbire, kot da se vrne. 27. maja, ko so bile vse možnosti izčrpane in upanje izgubljeno, so iskanje uradno prekinili. Gillard Suhara je bil uradno razglašen za pogrešanega, domnevno preminulega. Seveda nihče ne more natančno vedeti, kaj se je zgodilo z Gillardom v tistih zadnjih trenutkih, vendar ostajajo neodgovorjena vprašanja. Če bi plezal z dodatnim kisikom ali v spremstvu šerpe, bi lahko to tragedijo preprečili. Bi lahko drugačen pristop ali strožje uveljavljanje plezalnih predpisov spremenila izid? Čeprav nepalske oblasti nikoli niso javno neposredno omenile primera Suhada, so dogodki kot je njegovo izginotje očitno vplivali na njihove odločitve. Do leta 2025 so se odločno odločili za strogo prepoved solo odprav. Na Everest so uvedli obvezne vodnike za vsakega plezalca. Za njih so zgodbe, kot je Gillardova, dokazale, da preprosto ni bilo več vredno tvegati. Kot je pojasnila Arati Nopani, direktorica na oddelku za turizem, je vlada uvedla obvezne vodnike, da bi zagotovila varnost plezalcev na gori. In tako je obdobje solo plezalcev na Everest konca. A to ni vse, kar oblasti počnejo za zagotavljanje varnosti plezalcev. Po novem varnostnem protokolu bodo morali vsi plezalci med vzponom nositi napredne satelitske sledilne naprave. Ta zahteva temelji na spornem sledilnem čipu, uvedenem leta 2024, vendar prinaša veliko nadgradnjo. Nove naprave, ki stanejo približno $500 vsaka, niso le GPS sledilniki. So majhne, robustne enote, ki ne spremljajo le lokacije plezalcev v realnem času, ampak tudi vitalne znake, kot so srčni utrip, telesna temperatura in raven kisika v krvi. Te naprave pošiljajo te podatke nazaj v bazne tabore in reševalne ekipe prek satelitskih signalov, tudi kadar ni mobilnega omrežja. Če naprava zazna nenormalne vrednosti, kot je padec kisika ali ekstremne spremembe telesne temperature, lahko samodejno obvesti reševalne ekipe. Vlada upa, da bo ta nadgradnja drastično zmanjšala čas, potreben za iskanje in reševanje alpinistov v stiski, ter tako vsako leto potencialno rešila več 10 življenj. Zdaj, ko govorimo o reševanju življenj, si poglejmo najpomembnejše spremembe v letu 2025, tisto, ki vpliva na pravo hrbtenico odprav na Everest, na skupnost šerpov. Ko ljudje pomislijo na Mount Everest, si pogosto predstavljajo plezalce, tiste, ki dosežejo vrh. A pravi junaki za vsakim uspešnim vzponom so šerpe, skriti junaki Everesta. Šerpe so etnična skupina iz regije Solakumbu v Nepalu. Že stoletja živijo v Himalaji, na meji med Nepalom in Tibetom. Himalaja je njihov dom. S časoma so razvili telesne značilnosti, ki jim omogočajo preživetje in uspevanje v visokogorskih okoljih. Njihova telesa so naravno prilagojena na nizke ravni kisika, zaradi česar so odlični plezalci. To jih naredi neprecenljive pri gorskih odpravah, še posebej na Everestu. Šerpe imajo na Everestu dve glavni vlogi – nosači in vodniki. Nosači prenašajo težko opremo, kot so šotori, hrana, jeklenke s kisikom in druge zaloge iz baznega tabora do višjih taborov na gori. Mnogi nosači nosijo tovore težke od 40 do 50 kg, včasih opravijo več poti v eni sezoni. Šerpski vodniki pa so odgovorni za vodenje plezalcev na goro. Poznajo poti, vejo, kako prečkati nevarne odseke in kje namestiti vrvi. Vodniki tudi skrbijo za varnost plezalcev tako, da opazujejo vreme in teren ter dajejo pomembna navodila. Kot sem že prej povedal, so Himalaje njihov dom, medtem ko tuji plezalci to dojemajo kot najvišji cilj svojega življenja, kot izlet, kot pustolovščino. Za šerpe je to njihovo delo. Večkrat v eni sezoni opravijo več poti gor in dol po Everestu. Da bi razumeli, koliko šerpe delajo in kako pomembni so, poglejte na to takole. Ko tuji plezalec pride na vrh, običajno prečka ledeni slap Khumbu, ki je eden najnevarnejših delov poti, le 2 ali 3. Šerpa, ki dela na isti odpravi. Lahko ga prečkajo 20 do 30 v eni sami sezoni, pri tem pa nosijo jeklenke s kisikom, nameščajo vrvi in prenašajo opremo v višje tabore. Matematika je neusmiljena. Od 335 ljudi, ki so umrli na Everestu med letoma 1922 in decembrom 2024, je bilo 129 šerp, kar je približno tretjina vseh.
Ko upoštevate, da šerpe predstavljajo majhen odstotek vseh ljudi na Everestu, a predstavljajo tretjino teh žrtev, postane tveganje jasno. Takšno tveganje bi bilo popolnoma nesprejemljivo v skoraj kateremkoli drugem poklicu na svetu. In vendar, kljub velikim tveganjem, s katerimi se soočajo, so šerpe plačani precej manj, kot plezalci plačajo za odprave. Plezalec lahko za svojo odpravo na Everest plača tudi do $100,000. Medtem pa šerpe običajno zaslužijo med 2000 in 6000 na sezono. Te ostre gospodarske razmere so povzročile vse večje nezadovoljstvo med skupnostjo šerp. Si lahko predstavljate, da tvegate svoje življenje 30krat skozi enega najbolj smrtonosnih delov gore, samo zato, da zaslužite le delček tega, kar zaslužijo tuje ekspedicijske družbe. Si lahko predstavljate, da nosite 45-kilogramske tovore po smrtonosnem terenu, kjer komaj dihate, vse to za plačo, ki je precej nižja od tiste, ki jo ponujajo varnejša dela? To neravnovesje je bilo desetletja neprijetna resničnost plezanja na Everest. Toda leta 2025 se stvari končno spreminjajo. Po novih predpisih morajo ekspedicijska podjetja zagotoviti bistveno višje plače za šerpske vodnike in podporno osebje. Prav tako morajo zagotoviti zavarovanje za primer smrti in poškodb s kritjem do 2 milijonov nepalskih rupij oziroma približno $14,400 za šerpe, ki delajo na gori. Zahteva po zavarovanju je zelo pomembna. V preteklosti, ko so šerpe umrle na gori, so njihove družine pogosto prejele minimalno odškodnino. V regiji, kjer en sam šerpa pogosto preživlja razširjeno družino, je lahko smrt hranilca družine ekonomsko uničujoča. Nove zahteve glede zavarovanja zagotavljajo, da družine ne bodo ostale brez vsega, če pride do tragedije. Te spremembe se niso zgodile same od sebe. Prišle so po letih zagovorništva strani šerpovskih organizacij in grožnji s stavko med plezalno sezono 2024. Ko je lani nad Everestom visela grožnja, da bodo šerpe zapustile delo, je to pretreslo alpinistično skupnost. Brez šerp bi bile komercialne odprave na Everest praktično nemogoče. Vlada je morala ukrepati in predpisi za leto 2025 predstavljajo njihov odziv. Toda ali bo to dovolj? A to še ni vse, kar je novega. Tudi Everestov bazni tabor čakajo velike spremembe. Da bi zmanjšali naraščajočo gnečo in vpliv na okolje, bodo novi predpisi omejili velikost in vrsto objektov, dovoljenih v baznem taboru. Minili so dnevi luksuznih šotorov s popolno postrežbo, jedilnicami in zabavnimi prostori. Od leta 2025 bo vsaka odprava omejena na osnovne spalne šotore, skupni jedilni šotor in nujne podporne objekte. Okoljska vprašanja se prav tako rešujejo s strožjimi politikami ravnanja z odpadki. Se spomnite vrečk za iztrebke, ki sem jih predstavil v svojem zadnjem videu z naslovom Kako je leto 2024 zavedno spremenilo plezanje na Mount Everest? No, te ne bodo nikamor izginile. Plezalci morajo še vedno prinesti svoje človeške odpadke nazaj z gore, da preprečijo onesnaženje okolja in vodnih virov. Sistem za ravnanje z odpadki je bil prav tako izboljšan. Plezalci morajo prinesti nazaj vsaj 8 kg odpadkov, da dobijo svoj polog nazaj, s čimer se zagotovi, da so odgovorni za pravilno odstranjevanje svojih odpadkov. Vsak plezalec, ki tega ne upošteva, se lahko sooči z visokimi denarnimi kaznimi in celo prepovedjo prihodnjih vzponov. Ne pozabimo na sporne predpise glede helikopterjev. V zadnjih letih se je uporaba helikopterjev v območju Everesta močno povečala, saj jih premožni plezalci uporabljajo, da preskočijo naporno pot do baznega tabora ali celo za prehode med višjimi tabori. Ta praksa, znana kot helikoptersko preskakovanje, je bila kritizirana, ker daje privilegiranim plezalcem nepošteno prednost in prispeva k onesnaževanju s hrupom, ki moti lokalno divjad in skupnosti. Novi predpisi si prizadevajo strogo omejiti uporabo helikopterjev le na nujne evakuacije in dostavo bistvenih zalog. Nad baznim taborom je bila vzpostavljena prepoved letenja, razen za reševalne operacije, pri čemer so za kršitve predpisane visoke globe. Morda pa je najbolj napreden razvoj za leto 2025 razširjena uporaba dronov za upravljanje zalog na Everestu. Na podlagi uspešnih preizkusov leta 2024 je nepalska vlada odobrila uporabo flote visokogorskih dronov, ki lahko dostavljajo nujne zaloge do taborov, vse do tabora 3 na višini 23.500 čevljev. Po nedavnih poročilih časopisa New York Times lahko ti specializirani droni prenašajo do 20 kg opreme in delujejo v ekstremnih razmerah višjih taborov. Zasnovani so tako, da zmanjšajo tveganja, s katerimi se soočajo domači vodniki šerpe med odpravami. Program dronov je nekoliko kontroverzen. Nekateri puristi pravijo, da to zmanjšuje pravi izziv Everesta, medtem ko je drugim programu všeč zaradi možnosti reševanja življenj, še posebej med šerpami, ki veliko pogosteje prečkajo nevarne odseke kot tuji plezalci.
Med preizkušanjem v sezoni 2024 so ti droni uspešno dostavili jeklenke s kisikom, medicinske pripomočke in hrano v drugi tabor na višini 6400 metrov. V sezoni 2025 se bo ta program razširil, saj redne dostave z droni počasi postajajo standardni del logistike na Everestu. Vendar niso le droni in predpisi tisti, ki spreminjajo podobo Everesta, tudi infrastruktura jo spreminja. Nova cesta zdaj povezuje Katmandu bolj neposredno s regijo Khumbu, kar bistveno skrajša čas, potreben za dosego izhodiščnih točk za pohod na Everest. Cesta je velika sprememba v tem, kako ljudje doživljajo potovanje na Everest. Tradicionalno se je pustolovščina začela z vratolomnim letom v Luklo. Od tam so pohodniki približno 10 dni postopoma potovali do baznega tabora, kar jim je omogočilo ustrezno aklimatizacijo in spoznavanje lokalne kulture. Ta cesta to popolnoma izniči. Potovanje zdaj izgleda takole. 12 ur od Katmanduja do Salerija z javnim avtobusom, nato iz Salerija do Tamdande z džipom, sledi še 6-urna hoja do Lukle. To je skrajšalo čas potovanja iz tedenskega pohoda na pot, ki jo lahko opravite v samo 2 dneh. Cesta je bila dokončana konec leta 2024 in jo trenutno uporabljajo tako domačini kot pohodniki. Medtem ko so nekateri, zlasti domačini, ki imajo zdaj boljši dostop do zdravstvene oskrbe in trgov, ta izboljšan dostop pozdravili, pa drugi skrbijo, da bo to privedlo do še večje gneče in nadaljne komercializacije regije. Vendar pa dvomim v to zaradi novih pravil in cen dovoljenj. Kljub vsem tem spremembam, osnovni izzivi Everesta ostajajo. Ekstremna nadmorska višina, ki lahko hitro ubije plezalce, brutalen mraz, ki v nekaj minutah zamrzne izpostavljeno kožo in nenadne, silovite nevihte, ki se pojavijo brez opozorila. Nobeni predpisi ne morejo ukrotiti teh smrtonosnih naravnih sil. Tako nove predpisi in tehnologije morda res spreminjajo, kako se ljudje lotevajo Everesta, vendar v osnovi ne spreminjajo tega, zaradi česar je gora tako velik izziv. Še vedno ostaja preizkus človeške vzdržljivosti, odločnosti in presoje, ki ga bo izkusilo le malo ljudi. Ko gledamo proti plezalni sezoni leta 2025 in letom, ki sledijo, se pojavlja eno veliko vprašanje. Ali bodo te spremembe naredile Everest varnejši? To bomo izvedeli. Želite podpreti kanal? Pridružite se in pridobite ekskluzivne ugodnosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite pogumni in živite pogumno.